slovenski svit. Brate, vse, kar nas je, sinov slaviče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov slaviče sinov slaviče matere. Živi naj si narodi, ki hrepeni dočaka dan, da kuder sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejak. Pomlad je privihrana v objem Slovenije. Z vrtnico na prsi ljubeče matere. Slovenija je stala v jasen sončen dan. Si v srcu velik narod, svobodo vzel je sam. Dovolj smo trepetali in sklanjali glavi. Otrokom šepetali junaške pravljice. Stojimo na razpotju že shojeni poti. Pokončni in svobodni, prepletimo dlani. Pomlad se vsem Slovencem naj v srcih prebudi. Spoštovani slovenski demokrati in demokratke, cenjeni gostje, predstavniki medijev, dragi prijatelji. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na slavnostni akademiji, posvečeni 80-letnici rojstva doktorja Jožeta Pučnika, utemeljitelja slovenske demokracije in države, ter 23. obletnici ustanovitve Slovenske demokratske stranke. Doktor Jože Pučnik se je namreč rodil prav na današnji dan leta 1932 v Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici. Med nami zato najprej in najbolj toplo pozdravljamo svojce in nekdanje sodelavce, soustanovitelja in predsednika Slovenske demokratske stranke v letih 1989 do 1993. Današnje slovesnosti se udeležuje vrh Slovenske demokratske stranke. Oba podpredsednika stranke, Sonja Ramšak in Zvone Černač. Predsednik sveta stranke, gospod France Cukjati.
Člani izvršilnega odbora in sveta SDS, poslanci v državnem zboru in v Evropskem parlamentu, državni svetniki, župani in podžupani SDS, generalna sekretarka SDS, ministri v vladi Republike Slovenije iz vrst Slovenske demokratske stranke, dobitniki zlatih znakov Slovenske demokratske stranke iz minulih let ter seveda predsednik Slovenske demokratske stranke in predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, soprogo Urško. Iz zamejske Slovenije prihajata predstavnika Slovencev v Avstriji in Italiji. Naša zvesta sopotnika, magister Vladimir Smrtnik, predsednik enotne liste iz Celovca. In gospod Damjan Terpin, deželni tajnik slovenske skupnosti iz Trsta. Današnja slovesnost je posvečena 80-letnici rojstva dr. Jožeta Pučnika in pa 23. rojstnemu dnevu Slovenske demokratske stranke, ki je bila ustanovljena 16. februarja 1989 prav tu v Cankarjevem domu v Ljubljani. Ob tem se spomnimo tudi ustanovitve Slovenske demokratične zveze, ki je bila ustanovljena 11. januarja istega leta. Ta praznični dan smo pred nekaj trenutki počastili slovensko himno, simbolom hrepenenja po svobodi in neodvisnosti naroda. Zapela nam jo je obetavna mlada sopranistka Nataša Zupan. Himno Slovenske demokratske stranke pa smo poslušali v izvedbi članov Akademskega pevskega zbora France Prešeren iz Kranja. Ob zvokih skladbe Zemlja pleše sta na oder priplesala 12-letna Ana Ekart in 14-letni Nejc Fir, slovenska mladinska državna podprvaka za leto 2011 v standardnih plesih, ki konec meseca odpotujeta v Moskvo na svetovno prvenstvo. No, dovolite, da vam predstavim še orkester, ki nas bo spremljal skozi naše nocojšnje druženje. Orkester Mandolina je najbolj prepoznavna zasedba v Sloveniji, ki si je na svoji glasbeni poti za sopotnico izbrala nežno strunsko glasbilo mandolino. Orkester ima za seboj 37-letno tradicijo ter številne uspešne nastope doma in v tujini. Vodi ga mednarodno priznani dirigent in klarinetist profesor Andrej Zupan. Ne čakaj pomladi, ne
Slovenska demokratska stranka je bila torej ustanovljena 16. februarja 1989. Je pravna in politična naslednica dveh osrednjih strank Demosa, Demokratične koalicije Slovenije, ki je pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika izpeljala obe ključni točki svojega programa: demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije. Od začetkov tistih prelomnih časov mineva letos že 23 let. Prvi predsednik stranke France Tomšič je ob njeni 20-letnici dejal: vsaka obletnica stranke je velik praznik, ne le za člane in članice, temveč za večino slovenskega naroda, saj brez uvedbe večstrankarskega sistema ne bi bilo ne svobodnih volitev, ne parlamentarne demokracije, ne plebiscita in tudi ne osamosvojitve. Slovenska demokratska stranka je v enopartijskem sistemu prebijala led in kazala pot, da smo skupaj ustvarili to, kar imamo danes. Slovenska demokratska stranka je danes drugič v svoji zgodovini prva stranka vladne koalicije, ki je v negotovem času po decembrskih predčasnih volitvah znova dokazala, da je njena moč v vrednotah, načelnosti, vztrajnosti in odločnosti. Te vrednote je prepoznala tudi Evropa in vodilni evropski politiki tudi, saj njihove čestitke ob izvolitvi vlade pod vodstvom SDS še kar naprej dežujejo. Dovolite mi, spoštovane gospe in gospodje, da na oder povabim predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje, dragi prijatelji, pred 23 leti je bila v tej isti stavbi, samo v sosednji dvorani, ustanovljena ena od predhodnic naše stranke. Nekaj tednov kasneje je tudi druga v tej isti stavbi. Torej smo na nek način v zgodovinski zgradbi, kjer so se polagali povsem fizično, stvarno temelji slovenske demokracije. Mislim, da je prav, da 23. obletnico zaradi tega na tem mestu dostojno proslavimo. Vendar pa danes ne obhajamo samo naš 23. skupni rojstni dan kot politična družina, ampak se spominjamo tudi 80. obletnice rojstva dr. Jožeta Pučnika, nekdanjega našega predsednika, častnega predsednika, predsednika Demosa in, kot je bilo prej rečeno, očeta utemeljitelja slovenske državnosti, pa tudi slovenske samostojnosti oziroma neodvisnosti. Leta 1990 je dr. Jože Pučnik kandidiral kot kandidat naše stranke in tudi drugih strank takratnega Demosa na predsedniških volitvah s programom samostojne Slovenije in demokratizacije samostojne države, popolne demokratizacije tako osamosvojene države. Kot veste, je nekaj odstotkov zmanjkalo, da bi dr. Jože Pučnik takrat zmagal. Vendar, če pogledamo danes nazaj, v leta, ki so sledila tistim prvim volitvam, vidimo, da je zmagal njegov program. Kajti tisto, kar je on na tistih volitvah takrat zagovarjal, nasprotju z nekaterimi konkurenti, se je uresničilo. Slovenija se je osamosvojila, formalno demokratizirala, sprejela demokratično ustavo, ki varuje temeljne človekove pravice in svoboščine, dosegla mednarodno priznanje, postala kasneje članica mednarodnih asociacij, nekatere celo vodila, se uveljavila in seveda tudi bistveno popravila standard svojega prebivalstva. Vse to izhaja iz tistih predvolilnih nastopov in programa dr. Jožeta Pučnika, tistega zdaj že kar daljnega leta 1990. Paradoksalno je torej, da nekdo, čigar program je bil pravi, ki je dajal ključne odgovore na izzive tistega časa, na volitvah ni zmagal,
Program pa se je uresničil. Malo je takšnih situacij v zgodovini in tudi ta bi zahtevala kakšno širšo proučitev. In morda tudi kakšen bolj poglobljen pogled v razmere, v katerih so pač potekale tiste prve, kot smo rekli, demokratične in svobodne volitve v Sloveniji. Če je program ostal uresničen, pa seveda cilj takratne politične akcije, to je bila kampanja za zmago na volitvah, ni bil uresničen. To je na nek način treba še doseči. Tudi na vseh kasnejših predsedniških volitvah demokratične sile, ki so takrat oblikovale koalicijo Demos in kandidirale dr. Jožeta Pučnika, tega cilja niso dosegli. Letos so spet predsedniške volitve. In mislim, da bi bil čas, da se ta dolg do dr. Jožeta Pučnika ob 80. obletnici njegovega rojstva izpolni. In Slovenska demokratska stranka je odločena, da to naredi. Poleg tega, da je danes pomemben dan zaradi teh dveh obletnic, je danes pomemben dan tudi zaradi odločitve, ki jo je pred dobro uro sprejel Svet Slovenske demokratske stranke. Svet Slovenske demokratske stranke je danes potrdil predlog izvršilnega odbora, da na volitvah za predsednika države letos v imenu Slovenske demokratske stranke kandidira dr. Milan Zver. Milana sem prvič srečal pred skoraj natančno 20 leti v kabinetu takratnega podpredsednika slovenske vlade. To je bil dr. Jože Pučnik. Milan Zver je bil takrat šef njegovega kabineta v tisti vladi, ki sicer trajala samo do volitev leta 1992, vendar se še vedno živo spominjam tistega srečanja v drugem nadstropju, zdaj že stare vladne palače, ko mi ga je Jože predstavil in je rekel, no vidiš, to je pa naša budočnost. Zdaj ta budočnost je že nekaj časa sedanjost, kljub temu pa en del te napovedi mislim, da še manjka in jaz sem prepričan, da bo z našo skupno pomočjo to dodal Milan na letošnjih predsedniških volitvah in seveda pri temu bomo vsi pomagali. Glede na to, da je on naš današnji slavnostni govornik, mu ne bi želel jemati tega časa. Obljubljam v imenu stranke, da se bomo potrudili, da bomo tudi v udolžitev dr. Jožetu Pučniku naredili vse za končno zmagovit rezultat. Vam, spoštovani kolegice in kolegi, pa iskrene čestitke ob našem skupnem rojstnem dnevu. Hvala lepa. Dame in gospodje, dragi prijatelji, najprej hvala lepa za čestitke in za nominacijo in za pozdrav te odločitve sveta SDS. Zdaj mi pa dovolite, da preberem slavnostni govor, ki je namenjen predvsem našemu dr. Jožetu Pučniku. Težko bi trdili, da smo Slovenci odločno oziroma odločilno zaznamovali tok evropske in svetovne zgodovine. A smo bili zraven, mnogokrat usodno in neizbrisno. V svoji zgodovini smo imeli ljudi, ki so se svojimi dosežki, pravzaprav presežki, zaznamovali čas, v katerem so živeli. Prispevali so k razvoju tehnike, znanosti, umetnosti, športa, skratka k razvoju družbe in kulture.
Premogli smo tudi narodne voditelje, ki so si prizadevali, da Slovenci ne bi izginili iz nenehno spreminjajočega se političnega zemljevida. Mnogi od teh velikih imen se pisana zgodovina ustrezno spominja. Mnogo jih je bilo po krivici zamolčanih. Med njimi so bile veličine, ki v času svojega življenja niso doživeli nikakršnega zadoščenja za svoje delo. Njihovo pravo vrednost pogosto spoznamo šele potem, ko so že odšli od nas. Dr. Jože Pučnik bi danes slavil 80 let. Pravzaprav Pučnik ni bil eden izmed mnogih. Kot politik, učenjak ali kot človek s svojimi krepostmi je bil neponovljiv. To je lahko zaznal vsakdo, ki ga je poznal. Kdor pa je imel priložnost delati z njim, je lahko Bogu hvaležen za to izkušnjo, za ta privilegij. Spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji, dovolite mi, da na kratko povzamem življenjsko pot dr. Jožeta Pučnika s posebnim poudarkom na njegovem političnem delovanju. Že v gimnazijskih letih mu je vera v svobodo prinesla kar precej sitnosti. V krogu literarnih zanesenjakov so tajno izdali bilten Iskanja z družbeno-kritičnimi prispevki. Oblasti so reagirale tako, da so mu preprečile opravljanje mature po rednem postopku. To je bilo jasno sporočilo, da so meje svobode, ki jih je postavljal komunistični režim, bistveno bolj skope, kot si je to predstavljal nadobudni Jože. Po odsluženem vojaškem roku je odšel študirati v Ljubljano, ki je močno zaznamovala njegovo delo. Pomembne določence zanj tipičnega vzorca mišljenja in vedenja je prinesel iz svojega družinskega in kmečkega okolja, ki mu nova oblast ni bila naklonjena. Študij filozofije v Ljubljani pa je Pučnik odpiral nove in nove razsežnosti osmišljanja slovenske stvarnosti. A ta ni bila do njega nič kaj prizanesljiva. Čeprav je leta 1958 z vstopom v ZK imel sicer dober namen skozi obstoječe politične inštitucije od znotraj spreminjati stvari na bolje, so ga prav te že po nekaj mesecih izločile kot nevaren tujek. Ko je za revijo 57 napisal prispevek Naša družbena stvarnost in naše iluzije, je bil očitno prepričan, da so že prišli časi, ko se lahko oblasti odvzame kultna nedotakljivost, da se debirokratizira in zbliža z ljudstvom. No, niso še prišli ti časi, prišel pa je pogrom. Tisk revije so zaustavili, iz tiskarne mu je uspelo pridobiti 15 izvodov krtačnih odtisov, ki jih je razdelil znancem. Obsodili so ga na 9 let strogega zapora zaradi združevanja zoper ljudstvo in državo ter sovražne propagande. 17. junija 1963 je bil zaradi splošne amnestije pogojno izpuščen iz kaznilnice Maribor. Kljub pogojni kazni mu prometejni duh ni dal miru, zato se je znova vključil v intelektualno in publicistično delo, vrnil se v Ljubljano v času, ko so mnogi mislili, da je zapihal veter liberalizacije. V novi reviji Perspektive je objavil znamenito razpravo o dilemah našega kmetijstva ter filmsko kritiko Iz oči v oči. Če se je Pučnik v svojem prvem soočenju z vladajočo politiko lotil same partije in njenih napak, se je tokrat lotil zgrešenosti kmetijske politike, ki je z nasilno forsirano kolektivizacijo, kot je zapisal, povzročala ogromno škode. Brezobzirni terenski aktivisti so dobesedno uničevali zasebno proizvodnjo. Zapisal je provokativno misel, da je kmetijski sistem utemeljen z ideologijo prisiljen uvažati žito iz ZDA. Pučnik te analize že uporablja znanstveni sociološki kategorialni aparat, netipičen za marksizem. Revijo so hitro razprodali, zlasti na Štajerskem je dosegla velik odmev, na CK pa so Pučnika označili za belogardista, buržuja, se pravi razrednega sovražnika, in sodba mu je bila spisana. Pogojni izpust je bil preklican in ponovno je moral v strogi zapor. Za 2 leti in 4 mesece. 20 mesecev je preživel v samici, tokrat na Dobu. Fizično in psihično krepak Pučnik je tudi to zdržal. Mimogrede včasih je opisoval prilike, kako se je s kolesom odpravil po Jugoslaviji ali je odšel na turo po pohorskih gozdovih. Ko je še drugič prišel iz zapora, je najprej v ožjem krogu sodelavcev želel pridobiti oporo za nov projekt
za kritiko Kardeljevega odnosa do kulture, a je ni bilo ne pri Kermaunerju, ne pri Tauferju, ne pri Rusu. Počutil se je intelektualno osamljenega, izključenega. Odhod v tujino je ostala zanj edina izbira, ko smo tudi na Udbi pojasnili, da zanj v Sloveniji službe ne bo, kot da se je zanj domovina spremenila v en sam zapor. Edini, ki so mu stali ob strani, so bili redki prijatelji, ki so to upali biti, in družina. Moral je emigrirati, a izstopiti iz domovine ni mogel, niti prestopiti v drugo, čeprav mu je Nemčija nudila politično zatočišče, socialno varnost in možnost danstvenega dela. Ni zaprosil za nemško državljanstvo, je pa moral še enkrat diplomirati, saj mu ljubljanska univerza ni hotela izročiti diplome. Ko je doktoriral in se zaposlil na univerzi v Lüneburgu, je pustil velik pečat tudi na svojem znanstvenem in raziskovalnem delu. Liberalna 80-ta, povezana spet z novo revijo, ki je začela izhajati pod tem imenom, so ga ponovno klicala nazaj. To je bil čas, ko je star sistem pokal po šivih, nastajajoča nova javnost terjala nove odgovore. Oblast je bila na prvi pogled vsemogočna, a Pučnik je govoril, naj je še tako totalna, je v bistvu le sito. Kot sito propustna ne more v celoti zasesti življenjskega prostora zasebnega. Znotraj tega se je rojevala slovenska civilna družba. Glasna so bila mladinska nova družbena gibanja, nekateri mediji so odpirali polje medijske svobode. Nova revija je širila nov politični jezik. Aretacija Janeza Janše in kolegov je sprožila množično gibanje za človekove pravice in svoboščine. Nastajale so alternativne politične organizacije, rodila se je Slovenska pomlad. Pučnik se je najprej priključil Socialdemokratski zvezi. Še prej je sodeloval z Novo revijo, izdal knjigo Kultura, družba in tehnologija, ki smo jo študenti poskušali razumeti. Leta 1989 je od Tomšiča prevzel stranko in soustanovil večstrankarsko gibanje Demos, ki ga je kot nesporna avtoriteta opozicije tudi vodil. Vse ostalo je znano. Demos je zmagal na prvih demokratičnih volitvah aprila 1990 in opravil zgodovinsko vlogo, vpeljal formalno demokracijo in leta 1991 izpeljal osamosvojitev Slovenije ter jo v vojni za Slovenijo tudi dejansko zavaroval. Za vsem tem je stal človek velikih odločitev. Spoštovani, morda bi bilo preveč smelo, če bi poskušal predstaviti značaj tega velikega človeka. A vznemirja vprašanje, od kje izhaja to prometejstvo, ta svobodomiselnost, ta resnicoljubnost in upornost do vsakokratnih avtoritet iz socialnega okolja, iz družine, iz študija, izkušenj ali vsakega po malem. Njegovo hrepenenje po svobodi je morda najbolj povzel Janez Janša s to vzporednico. Samo tisti, ki je pahnjen v temo, zares ve, kaj je svetloba. Lahko bi rekli, da je kot Hegelov duh svobode iskal prostor za svoje polno udejanjanje. Pučnik je z drugačnim voznim redom potoval skozi kozmos politike, začenši v peklenskih 50. in 60. letih, pa potem spet v 80. V 90. je z Demosom prispel do tretje, tokrat nebeške postaje moderne politike, do demokracije in do samostojne slovenske države. Formalni okviri normalnosti so bili vzpostavljeni, vendar prehod v demokracijo ni bil takšen, kot je pričakoval. Vedel je, da prve učne ure demokracije še ne zagotavljajo razcveta svobode, da je v Sloveniji demokracija krhka, predvsem zaradi pomanjkanja demokratične tradicije. Stari vzorci so se prenašali v novo demokratično okolje. Strici so ohranili vzvode moči. A zdi se, da ga je najbolj prizadelo pomanjkanje državljanskega poguma in kritičnega razmišljanja. Nekdo, ki je bil junak v svinčenih 50 letih, je verjetno težko gledal nekritičnega, pasivnega državljana, ki ne ve, kaj bi svojo svobodo. Slovenija še vedno ni vpila kreposti, ki jih je živel Pučnik. Potem, ko je Janezu Janši prepustil vodenje stranke, ki jo je leta nato popeljal v samo središče slovenske in evropske politike, se je posvetil preiskovalni in parlamentarni komisiji o povojnih pobojih. Izdelal je poročilo,
ki je odličen temelj za nadaljevanje iskanja sprave, za pogoditev med Slovenci. Joachimu Gauku, s katerim sta sodelovala, je bilo v Berlinu lažje. Tam je obstajalo splošnejše soglasje o tem, da se totalitarne strukture razgradijo in da se krivice popravijo. Pri nas še nismo tako daleč. Spomnim se neke TV kontaktne oddaje, ko ga je gledalec grozno napadel kot revanšista. Vidno prizadet se je Pučnik tedaj vprašal, komu za Božjo voljo sem pa jaz kaj hudega napravil. Res, človek mehke duše, ki je imel rad rože, jih je celo gojil in oboževal pohorske smreke, kako bi lahko on komu kaj hudega napravil. Človek, ki sta ga krasila neposrednost in toplina, niti tistim, ki so mu storili krivice, ni ničesar očital. Pred 20 leti sem ga spremljal na obisku v zaporu na Dobu. Da se ravno so bili tedaj še tam ljudje, ki so mu grenili življenje, ni vračal te grenkobe ali zamer ali revanšizma. Pučnik je stoično prenašal krivice, ki so mu jih prizadejali. Pravzaprav bi moral on biti predsednik Slovenije, predsednik nas vseh. Njegova politična drža je bila drža državnika. Njega je bilo vredno vprašati, kaj je dobro in kaj je prav. Odgovoril je iskreno, če tudi drugače, kot je spraševalec morebiti pričakoval. Če tudi je resnica včasih boleča, je vselej povedal tako, kot je menil, da je res in prav, odkrito, iskreno. Politiko je res dojemal kot tehnologijo, a v pomenu politeje, kot etično dejanje za skupno dobro. Ko stvari ocenjujem tako za nazaj, mi je hudo, da je včasih moral prenašati našo tipično domačijsko nestrpnost in radikalne delitve, ki so tradicionalna posebnost slovenskega ubadanja s politiko. Že Kocbek je dejal, da je povprečnemu Slovencu bližji politično enako misleči ameriški jenki, kakor pa drugače misleči rojak. A deliti se moramo, če je treba tudi prerekati. Naučiti se moramo živeti v nesoglasjih. Vse to je tudi značilno za demokracijo. A zreli vse to dostojno in tolerantno prenašajo ter uspešno rešujejo. Svoj politični, prvinski politični nagon, če se lahko tako izrazim, je morda prepogosto krotil z razumom. Verjel je v moč človeka, v razsvetljenski projekt. Morda je celo preveč pričakoval od njega, ki bo se svojo sposobnostjo argumentirano misliti razreševal vsakokratne dileme. Pripisoval mu je moralne lastnosti, ki jih je sicer sam živel. Ni bil eden tistih, ki so iskali lahke variante, lažje poti. Hodil je po strmih, neuhojenih, polnih trnov in kamenja. Njegov pogled je bil zato daljnosežnejši in globji, racionalen in jasen. Njegove presoje, odločitve in akcije so imele zato težo in dodano vrednost. Konec 90-ih je bil spet zraven, ko so slovenski razumniki razvijali projekt Sploščene Slovenije. Dozorevanje demokracije, je tedaj prevladalo mnenje, ni več odvisno le od strukturne modernizacije, ampak predvsem od preseganja vrednotne krize s kulturno prenovo. In prihodnost Slovenije od tega, ali se bomo uspeli umestiti v ustrezen evropski in svetovni prostor. In smo se, dragi Jože, umestili smo se v Evropsko unijo in NATO. Tvoja SDS je načelovala vladi, ki je predsedovala polmilijardni Evropski zvezi. In še smo tu, tudi danes, voljni in odgovorni, da poskrbimo, da bi bila Slovenija doma in v svetu sprejeta kot samostojna in zrela osebnost. Hvala ti za vse, kar si nam dal. Hvala pa tudi vam, da ste poslušali te besede.
eyes, and now I don't care what Mr. Higgins says. Stop dancing around like a crazy teenager and go to bed. Bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it on. Sleep, I couldn't sleep tonight. Not for order to a scenic road. I could have danced all night. I could have danced all night and still have left for more. I could have spread my rings and done 1,000 things I've never done before. I never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight. I only know when we get to dance with me. I could have danced all night. It's after 3 now. Don't you agree now? You ought to be in bed. I could have Lying down, danced all you must be night. dead. I could have Face is cold, danced all right in bed. night. Now say goodnight, please turn out the light. Please, it's really time for you to be in I bed. could have time ago, spread my you had your wings toll, and done or Mrs. Pierce 1,000 is at the things school. I've You're up too late, miss, and sure as fate, miss, you catch a cold. I never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight. I only Down you know go, when look what you we leave. get to Now settle down dance with and go to me. sleep. To dance. I understand, dear, it's all been grand, dear, but now it's time to sleep. I could have danced all night. I could have danced all night and still have left for more. I could have spread my wings and done 1,000 things I've never done before. I never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight. I only know when we get to dance with me. I could have danced. Slovenska demokratska stranka že več kot 2 desetletji vztrajno raste in gradi najmočnejšo pomladno politično moč. Smo kot velika družina, prizadevamo si za skupne vrednote in enake cilje. Z vsakim novim članom smo močnejši,
še bolj povezani in pripravljeni tvorno sodelovati pri oblikovanju naše skupne države, zavedajoč se, da je od današnjih odločitev odvisna usoda prihodnjih generacij. Zato s ponosom oznanjamo, da je letošnjo 23. obletnico SDS zaznamoval prav poseben dogodek. Slovenska demokratska stranka je namreč prav v februarju dosegla in presegla številko 30 tisoč aktivnih članov. No, sprejem za nove člane sicer tradicionalno vsak mesec pripravljamo na glavnem tajništvu SDS, tokrat pa smo se odločili, da na današnji slovesnosti v članstvo sprejmemo tiste 3 novince, ki so se v člansko evidenco vpisali kot 29.999, 30.000 in 30.001 aktivni član oziroma članica SDS. No, seveda bo članske dokumente 3 novim članom podelil predsednik SDS, gospod Janez Janša. Vljudno vabim na oder 29.999 članico SDS. To je študentka Tjaša Kavčič iz Železnikov. Kot 30.001 članica je v SDS vstopila študentka Sara Gomizel iz Sežane. Natančno 30.000 član SDS pa je postal Kristjan Ukmar, dirigent in muzikolog iz Škofljice. Hvala lepa in vsem 3 novim članom Slovenske demokratske stranke seveda iskrene čestitke ob sprejemu v članstvo. Zaželimo vam plodnega sodelovanja in vse dobro. Gospe in gospodje, prihajamo pa na osrednji del nocojšnjega večera. Na podelitev najvišjih priznanj Slovenske demokratske stranke za leto 2011. Izvršilni odbor Slovenske demokratske stranke Slovenije je na podlagi predloga kadrovske komisije SDS in v skladu s pravilnikom o priznanjih za leto 2011 podelil zlate, srebrne in bronaste znake ter priznanja in plakete tistim posameznikom, odborom in organizacijam, ki so v minulem volilnem letu s svojim delom najbolj občutno prispevali h krepitvi stranke in razvoju demokracije v Sloveniji. Na nocojšnji slavnostni akademiji bomo podelili 5 zlatih znakov, medtem ko bodo druga priznanja podeljena na priložnostnih prireditvah, ki jih bodo odbori SDS organizirali na regijski in občinski ravni.
Napočil je torej najslovesnejši trenutek današnjega večera, razglasitev dobitnikov zlatih znakov SDS. Najvišjih priznanj, ki jih Slovenska demokratska stranka podeljuje svojim najzaslužnejšim članom. Priznanja in zlate znake SDS bosta podelila predsednik stranke, gospod Janez Janša, in podpredsednica stranke ter poslanka SDS, Sonja Ramšak. Zlati znak Slovenske demokratske stranke prejme Franc Jager. Franc Jager je član Slovenske demokratske stranke že 15 let. Do nedavnega je prebival in deloval na območju občinskega odbora SDS Šmarje pri Jelšah. Po selitvi pa svoje delo uspešno nadaljuje v občinskem odboru SDS Šentjur. Franc Jager je bil več mandatov občinski svetnik. Od leta 1996 je aktivno sodeloval v vseh volilnih in referendumskih kampanjah. Bil je županski kandidat, en mandat pa je uspešno vodil tudi občinski odbor SDS Šmarje pri Jelšah. Prevzel je odbor v težavah, a je kot izkušen podjetnik s svojimi izkušnjami vnesel podjetnega duha tudi v delovanju odbora in z velikimi osebnimi angažmaji dosegel, da je odbor spet zaživel. Je tudi član gospodarskega foruma SDS. Franc Jager s svojim delom in odnosom do soljudi širi ugled stranke v širšem okolju in pomembno vpliva tudi na mlajši rod. Za njegovo dolgoletno zvestobo, za širjenje ugleda SDS ter uveljavljanje demokratičnih vrednot, izvršilni odbor Slovenske demokratske stranke Francu Jagru podeljuje zlati znak SDS. Zlati znak Slovenske demokratske stranke prejme Rudolf Petan. Rudolf Petan se je včlanil v SDS daljnega leta 1990. Takrat je začel svojo politično pot kot predsednik izvršnega sveta občine Slovenske Konjice in kot predsednik občinskega odbora SDS v tej občini. To funkcijo je opravljal vse do januarja letos. Leta 1996 je bil kot poslanec prvič izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije, nato pa še leta 2000, 2004 in 2008. Vsakokratna vnovična izvolitev za predsednika občinskega odbora, kakor tudi 4-kratna izvolitev za poslanca, izpričuje nedvoumne osebne in politične kvalitete Rudolfa Petana, ki je v svojem okolju, kakor tudi med kolegi, spoštovan in priljubljen. Svojo miroljubno in delovno naravo je pozitivno vplival na svoje sodelavce in politične sopotnike, svojim delom pa zaznamoval celotnih 20 let političnega delovanja tako na občinski kot na državni ravni. Rudolf Petan ostaja aktiven član občinskega odbora Slovenske Konjice, član ekološkega foruma ter foruma za kmetijstvo in podeželje. Za njegovo dolgoletno zvestobo, požrtvovalnost ter prizadevanje za vrednote Slovenske demokratske stranke, izvršilni odbor SDS Rudolfu Petanu podeljuje zlati znak SDS. Zlati znak Slovenske demokratske stranke prejme Miro Petek. Priznanega in večkrat nagrajenega raziskovalnega novinarja Mira Petka najbrž ne bi bilo potrebno posebej predstavljati.
Vsi ga poznamo vsaj od takrat, ko je njegovo življenje in poklicno pot odločilno zaznamoval odmeven in nikoli pojasnjen poskus umora zaradi njegovega novinarskega dela. Ta težka izkušnja je botrovala njegovi odločitvi, da se aktivno vključi v politiko. Miro Petek je bil tako prvič za poslanca izvoljen leta 2004, nato leta 2008, kandidiral je tudi leta 2011. Je predsednik občinskega odbora SDS Mežica, že drugi mandat je tudi svetnik in podžupan občine Mežica. Miro Petek je odločilno prispeval k razvoju delovanja svojega matičnega odbora in odborov Koroške regije, na državni ravni pa k uspehom poslanske skupine in k razvoju politične kulture v širšem slovenskem okolju. Še posebej se je odlikoval na področju povezovanja države Slovenije s skupnostmi zamejskih Slovencev in rojakov po svetu, čemur lahko pritrdita tudi naša gosta magister Vladimir Smrtnik in Damjan Terpin. V zahvalo za iskrenost, požrtvovalnost in nesebično delo ter hkrati v spodbudo za nadaljne politično delo izvršilni odbor SDS Miru Petku podeljuje zlati znak SDS. Zlati znak Slovenske demokratske stranke prejme Ana Marija Rijavec. Ana Marija Rijavec je članica Slovenske demokratske stranke v mestnem odboru Nova Gorica od leta 1994. Kot učiteljica razrednega pouka je že svojim učencem privzgajala ljubezen do domovine, svoje delovne navade in prijazen odnos do soljudi pa je vnesla tudi med člane odbora. Je duša vseh aktivnosti, od organizacije kampanj do vsebinskih in družabnih aktivnosti. Svojim prirojenim pedagoškim čutom in osebnim prepričanjem, da je za uspeh potrebno združevati energijo mladih in izkušnje starejših, je ena glavnih pobudnic različnih odmevnih akcij. Med drugim je spodbudila akcijo Slovenska zastava v vsak dom, ki se je razvila v vsakoletno aktivnost novogoriškega ženskega odbora ob dnevu državnosti. Kot mestna svetnica v mandatu 2010-2014 se posebej zavzema za ohranjanje kulturne dediščine kot enega izmed elementov narodove identitete. Ana Marija Rijavec je v vseh letih svojega aktivnega delovanja kot članica občutno prispevala k razvoju mestnega odbora SDS Nova Gorica ter k širjenju načel in temeljnih vrednot SDS v širšem goriškem okolju. Zato ji izvršilni odbor SDS s hvaležnostjo podeljuje zlati znak SDS. Zlati znak Slovenske demokratske stranke prejme Aleksander Zoran. Aleksander Zoran je v politiko vstopil leta 1996. V stranki je najprej aktivno deloval kot član strokovnega sveta SDS, kot predsednik kulturnega foruma SDS in en mandat kot poslanec v državnem zboru. Primarno področje njegovega dela in udejstvovanja je tudi v širši družbeni skupnosti vselej bila kultura. Zornova svobodomiselnost in domoljubje sta pomembno vplivala že na njegova študentska leta, ko je dejavno sodeloval pri takratnem slovenskem študentskem gibanju. Bil je sopodpisnik in sopobudnik mnogih družbenih akcij, peticij in edicij Nove revije ter ustanovitelj sklada Josipa Jurčiča za nagrade novinarjem. Bil je predsednik kulturnega foruma SDS, ki je v letih 1955 do 1999 prirejal odzivne javne razprave o kulturi. Kot predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave v letih 2004 do 2008 je dosegel,
da so se državne proslave konceptualno bolj približale ljudem in začele spodbujati domovinsko čustvo, kar je pri poslušalcih naletelo na zelo pozitivne odzive. Povabilo na prevzem nove funkcije državnega sekretarja za kulturo na tako imenovanem superministrstvu pa je sprejel kot klic v pomoč državi, ki je v globoki krizi. Za njegovo premočrtnost, pokončno in pogumno držo ter uveljavljanje demokratičnih vrednot izvršilni odbor Slovenske demokratske stranke Aleksandru Zornu podeljuje zlati znak SDS. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo in vam seveda želimo, da svojim uspešnim delom nadaljujete tudi v prihodnje. Vsem dobitnikom priznanj, našim novim članom in seveda tudi vam, spoštovane gospe in gospodje, pa sta namenjeni še zaključni skladbi našega orkestra Mandolina. Zahvaljujemo se vam za vašo pozornost in vam seveda želimo lep večer še naprej. Hvala lepa.